27. december. 27. december v centru Nove Gorice, Nina Pušlar, lepo prosim. S celim bendom, s celim programom. Kako še rečemo Novi Gorici? Mesto vrtnic, ne bom te več gledala, ker ti nič ne pomagaš. Se bom toplo, veš. Prazniki so, ne? Kaj misliš, kaj je tleno? Rižev narastek. Zakaj pa bi bil? Ti si me z riževnim narastkom že nazadnje presenetil. Živjo, jaz sem Sandi in trenutno se nahajam v centru Ljubljane v Tivoliju, kjer se je še nedolgo nazaj odvijala ena prava pravljica moje sogovornice, ki se jo že zelo veselim. Vsi jo zelo dobro poznamo, že ne vem, drugo, tretje, mogoče četrto, se me bo sama popravila, leto zapovrstjo je najbolj priljubljena pevka, izvajalka v Sloveniji, najbolj vrtena, kar pridi k meni, veš, hodi rikverce. Nina. Čakam, veš. Jaz jo pa lovim, tako pejdi. Živjo, Nina. Čau, Sandi. Ljubljana Tivoli. Res je. Nedolgo nazaj, ne, 2 leti, ne? Si ne vem, kje je dvorana. Mislim, tam, na zadnji, ja. Tako. Eden mojih najljubših koncertov. Ja. Ups, pardon. Nazadnje si bila pri meni v Novi Gorici. Jokala. Ja, jokala. Pa sem rekel, ti pridem nasproti, no. Sicer Lepo. ti si iz Ivančne, Ja. kjer pa bo prihodnje leto prav posebno, ne? 20. obletnica. Res je, naslednje leto 20. obletnica praznujemo pri meni doma. Pri tebi doma na stadionu Ivanka rečete tudi Ivančne. Ivanka rečemo, V Ivanko vabljeni. To sem jaz tako začela in evo, ti se to kar nekako poril, že kar vsi govorijo Ivanka. Ivanka. No, evo, sem vesel, da sva danes tukaj. Zakaj bova povedala malo kasneje. Sicer vesel december, vzate verjetno kar pester. Je, zelo. Če primerjam sicer z lanskim, ko smo imeli en malo večji projekt pred vrati, oziroma zdaj bil po tem datumu že za nami, Stožice, Okay. je letošnji december zelo umirjen in zelo tako, bom rekla, mačkan bolj prijeten v tem smislu, ne? Kar se tiče same organizacije kakšnih večjih projektov, ampak imamo pa lepo število koncertov in sem zelo vesela, no? Ker pač veseli december, to moramo biti na prostem, moramo doživeti to vzdušje in če ga doživim lahko na odru, to nekaj najlepšega. Ja, za glasbenike je to najbolj delavo. Prej sem se že takoj pozanimal Silvestrovo, kje boš, in je rekla, kaj? Da ne vem. Da ne ve. Na odru letos na odru ne. Ja, tako. Okay. Bomo pa zelo aktivni pred Silvestrom, tako da bo tudi paslo tam mogoče malo, ne? Čeprav bi bilo lepo, ampak letos ne. Letos ne. Veš, kaj mi povej, da božično drevesce pri tebi že stoji? Kako si s tem okraševanjem, z vsemi temi zadevami? Imam rada svečke, lučke, vse to. Božične jelke sicer doma ne postavljam za že nekaj let. Mogoče je temu doprineslo to, ne, ko so včasih v bloku, kjer sem živela, so sosedje postavili kar v hodniku smrekco. Jaz, ko sem prišla čez vrata, sem zagledala to smrekco in to je bilo meni dovolj. Meni je bilo to ful lepo, ne. Tako da pa mogoče tudi povezano s tem, da sem vedno v januarju šla nekam v tople kraje, ker ponovadi januar izkoristim za dopust. Tako da nisem toliko padla v to božično vzdušje. Decembra smo bili itak na odrih, ne, tako da mogoče mi pa letos še kaj premakne. Obdarovanja so klasika pri tebi. Jaz imam zelo rada sicer ta novoletni čas. Gremo v tisto smer, gremo. Kamera v tisto smer. Komanda je padla. Ja, mi vsako leto tudi božični večer, pa božič preživimo z mojimi domačimi. To mi je tak zelo lep trenutek, ki ga zdaj vzdržujemo, tudi predvsem z zadnja leta, pa vedno smo seveda tudi doma za božič. Lepe spomine imam tudi na prepevanje v pevskem zborčku, večglasno petje. To mi je bilo tako lepo, ko sem kot majhna punčka vedno hodila in smo potem prepevali za božič božične pesmi in še vedno imam lepe spomine. Na to me vedno tudi spomni to, kadar gostim na mojih koncertih kakšen pevski zbor, otroški pevski zbor ali mladinski. To so lepi spomini in tako najlepši spomini na božič, prepevanje božičnih pesmi. No, zelo lepo. Si kaj pisala božičku mogoče? Kako imaš s tem? Miklavž? Ali je Miklavž pri tebi? Pri nas je bil bolj Miklavž. Miklavž? Tudi božička imam zelo rada. Dedka mraza, to vse. Predvsem pa vedno si zaželim, ko je konec leta in ko ostane tako, kot je, da smo zdravi, da smo veseli, da se imamo, to mi je pač nekaj najlepšega in to so moje želje
za novo leto, za prihodnje leto, vedno vsakič znova. In upam in si želim, da bo tako tudi leta 2025. Ne? Odlično. Ja. Tudi letos najbolj priljubljena izvajalka na radijskih postajah, hitmakerka. Katero leto zapovrstijo že? Meni se zdi, da je to že kar tradicija. Ja, to mi je pa tudi nekaj zelo lepega. Vsako leto zelo vesela te nagrade. Predvsem pa bom rekla te potrditve, ne, tudi strani publike, da radi poslušajo moje pesmi, da imajo radijske postaje rade moje pesmi. In to se seveda tudi vidi in sliši na koncertih. Ne? Ja. To je pa, tako bom rekla, ena taka lepa, najlepša stvar, ne? Ko slišiš svoje pesmi na radiju in ko slišiš, da publika prepeva tvoje pesmi na koncertih. Največje darilo zame. No, zdaj sva takole v Tivoliju, kar nekaj mimoidočih te ustavljajo večkrat tako na ulici. Kakva je izkušnja? Pa ne. Tako negativnih izkušenj sploh nimam, ne? Ampak bom rekla same lepe, kakšen lep nasmeh, pozdrav, objem tudi včasih. To je tako lepo, ravno zdaj sem tudi na pediatrični kliniki. Smo šli malo pogledati otroke na oddelkih. In to je taka lepa toplina. No. Pa tudi takole, ko se srečamo v živo. Se mi zdi, da je tako v Sloveniji tudi tako mirno, pa lepo vzdušje, lepo življenje. No? Zelo lepo, zelo lepo. Ja. Sicer pa, jaz sem se odločil, da se bova zdaj malo igrala, ne? Da vidim, kako dobro poznaš goriške konce oziroma Novo Gorico. Obstaja razlog, zakaj omenjava prav Gorico. Pa imam tukaj nekaj materijala, tako da ti kot da oglasi. Plonk cegelce, veš, jaz pa ne smem, ne? Cegelce, ja. Bi še z telefonu vzela, veš. Ja. Kako še rečemo Novi Gorici? A. Mesto burje, B. Mesto vrtnic ali C. Mesto vampov? Mesto vrtnic. Tukaj je pomoč. Mesto vrtnic, da bom te več delala, ker ti nič ne pomagaš. Katera reka teče mimo Nove Gorice? A. Sava, B. Dragonja, C. Soča. Soča? Dragonja? Kaj? Soča. Bravo. Tudi to je pravilno. Ne bom te preveč, veš, sem hotel še malo, a res, a misliš? Ampak vidim, da zdaj smo jezna name. Veš kaj, jaz moram izprvati, ko odgovoriti, to je najboljš. Gorica in Nova Gorica, veš kaj je razlika? Gorica in Nova Gorica, vem. To sta dva razlika. Misliš Stara Gorica, Nova Gorica? Tako, no, mi rečemo Stara, drugače je Gorica italijanska. Ok, Gorica italijanska. Bosta prihodnje leto postali Evropska prestolnica kulinarike, Evropska prestolnica kulture ali Evropska prestolnica igralništva? Kulture. Spremljaš? Si že zasledila to? Ja, zadnjič sem videla en video, mislim, da je Tina Maze nekaj promovirala. Točno tako, ja. Kultura. Evropska prestolnica kulture, več kot, 3000 koncertov v celem letu, veliko dogajanja, sigurno tudi ti. Napomnik mi je nekaj zazvonil v telefonu. Ja. Moram iti. Moraš iti, ja. Mogoče bom pa že kaj prej, ko naslednje leto. Zdaj imam še zadnje vprašanje. Katerega decembra letos Nina Pušlar nastopa na Kidričevi ulici ob Novogoriški občinski palači v centru Nove Gorice? 27. december. 27. december v centru Nove Gorice Nina Pušlar, lepo prosim. S celim bendom, s celim programom. Povej nam, kaj vse lahko pričakujemo? Jaz se zelo veselim. Nazadnje sem bila v Novi Gorici tako na prostem, v tem prazničnem vzdušju, prav za Silvestrovo. Na Silvestrovo, to je bilo leta 2019-2020, mislim, da je bilo takrat. In prihajamo res s celotno zasedbo. Odlično. Veselimo se tega koncerta na prostem, v prazničnem vzdušju. Pripeljem svoje pesmi, seveda, tako kot vedno. Zdaj se jih je zgodilo že kar nekaj v teh skoraj 20 letih in upam, da boste seveda zapeli skupaj z mano, ne? In vabljeni, da se nam pridružite pod odrom. Kakšna publika na Goriškem, povej mi? Super publika, vedno. Na Robinovem koncertu si bila, ne? Na 6. Robinovem koncertu marca 2023. Ne, 22 je moglo biti. 23? Nekaj leto pa pol nazaj, recimo. In smo se imeli res noro, ful je bilo dobro. Ja, lepo je bilo. Res je bilo lepo. Publika pa odlična. Kaj? Absolutno odlična. Slovenci smo itak žureri, ne? Pa to je res, veš. In jaz sem tako vesela, ker me veliko to vprašajo, če kaj nastopam v tujini, trenutno ne, mogoče kdaj bom, ampak v resnici pravzaprav nikoli se zares nisem imela želje, ker se je tudi vedno v Sloveniji toliko veliko dogajalo, ne da želje, ampak nisem sploh niti pomisla na to. Se bom toplo, veš. Nisem niti pomisla na to, no.
ker je enostavno lepo tukaj. Ja, evo. In verjamem, da bo še dolg čas. Bo še dolg. Jaz imam zdaj nekaj zate, eno zadevo. V tele borši, še ni oglasi. Kar dej takole. Ovala. Prazniki so, ne? Sem rekel, ti moram prinesti en paket. Kaj misliš, kaj je tle noter? Rižev narastek. Rižev narastek. Zakaj pa bi bil Ti si me z riževnim narastkom To že je na res. zadnje presenetil in Ja. jaz sem tako lačna zdaj. In če bi to pa, če zdaj prinesel rižev narastek, Bo kaj? ja, pa bom še kdaj posnela kak intervju. Okay. Evo, kar odpri, pa da vidimo, kaj bi lahko bilo v tem paketu. Kar odpri, da bodo Kaj, aj videli. si ti, to ni rižev narastek, je pa pijana neki tako biskvit, nek tak. A ni rižev narastek? A je takšen? rižev? Ja, ne vem. Marija, a si res prinesel rižev narastek? Jaz imam tudi vilčke, bomo provali. Ne, a se ti kecaš. Veš, pa prej si spet tako naredil, da nisem nič, sem neka zihar ni rižev narastek. Zihar ni, ne. A si res To ni rižev Andi. narastek. Čakajte, no. Diši že, ja. Ko se z Nino dobiš, moraš imeti pri sebi vedno rižev narastek. Ena lepa zgodba je za tem, ne? Ja. Z mamo ste ga večkrat pekle. Ja, res je. Imam še vedno njen recept in mi je top. Tako, tak lep spomin. In a veš, da sem ga jaz na zadnje jedla pri tebi v studiu na intervjuju? Ojoj! Eno leto nazaj, a res? Malo več je bilo tukaj na leto. Ja, marca je bilo eno leto. Tako da, Zdaj smo pa že hvala na leto ti, pa ko pol. vzdržuješ Tradicijo, to mojo ljubezen do in spomin na to, kar ste imeli z mamo. No? Res je. Tako. Ej, nekaj veš, no, da nadaljuj, ker me že malo pripravljaš, da na čustva. Ja, tako sem jaz sem tako slišal. Le to, no. V Tivoliju bom jedla s Sandijem rižev narastek. Lej, danes zjutraj sem vstal in sem rekel, danes bom pa jaz z Nino Pušlar jedel v Tivoliju. Tako na klopci. En komad imaš, poljub na klopci. Res je. Wow. Sedela sta v parku na tisti, ne večer, ampak na tisti dan. Tako. Iz nočnega neba padal bo sneg vsak Tako. čas. Jaz moram sam provat. Jaz najprej provam in če ne bo dobro, ga vzamem nazaj. Čakaj, ne jej še. Morda ni ratu. Je. Dobar je. Ne moreš zgrešiti prvič. Tukaj malo je al dente, Če ne? ga daš z ljubeznijo, če ga delaš z ljubeznijo, a to zihar rižev narastek. Kje pa tle riž? Jaz ga čutim pod Sandi? zobmi. Sandi? Je, ti O, kar pa res, pravi. lega. Je. Čak malo preveč sem tole za... Ups. Deva. Horuk. En hud recept imaš, ne, si rekla, za rižev narastek. Ja? Kaj, mora kaj posebnega imeti? Ne, čista klasika. Nekaj se ji zatika. Mene je ful dobro, ker rižev narastek mu ni klasičen, no, veš, da ni noter še sadje, pa ne vem kaj. Ja. Ampak ta klasika. Evo, To je mi smo ta za klasiko. Hvala lepa, da, da smo se uspeli dobiti tukaj v Tivoliju, obujali spomine lansko leto Stožice. Ne? Ja. Kaj bo prihodnje leto, smo povedali. Dobimo je. se v Ivanki. Kdaj? Datumsko točno že? 26. In prej smo že rekli, čakaj, to je na prostem, pod milim nebom. Kaj se zgodi, če bo dež? Ne bo ga? To je res, evo. Ne bo In to ga. je to. To je to. Ne bo ga. In ne bo ga tudi 27. decembra v Novi Gorici. Se vidimo, hvala lepa, lepo bodi, lepe praznike, srečno, uspešno 25. Hvala enako. Ostani še naprej takšna, kot si, prijetna, skromna, simpatična, kaj še? Kamerman, dodej. Neponovljiva, neustavljiva in Hvala. tako te imamo Dovolj je, radi. res Tako je, te imamo ful lepo, radi. hvala ti. Noče jokati, stari, no, Joj. ti zjoč se, no, že enkrat. Ej, hvala tebi, veš, za tole presenečenje spet, ne. Tudi jaz želim tebi, pa kamermanu, pa vsem gledalkam in gledalcem res en lep prostanek letošnjega leta in vse najlepše v letu 2025. 27. decembra se posrečamo v Novi Gorici in skupaj proslavimo letošnje leto in en dober vstop tudi v naslednje leto. Dobra popotnica. Lepo vabljeni. Nina, Nina, Nina. Redki ljudje so še takšni kot ti. Več prazničnega vzdušja z Radiem Robin. Pokrovitelji Eurospin, praznični nakup, Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program iz podjetja Safor in Big Bang.